Pozdravljeni spet v ambientih, kjer se selimo v zgornje nadstropje večje hiše. Tematiko Ta mladi v hiši staršev smo že nekajkrat nagovorili in vedno znova pokazali, da je lahko tako prijetno kot koristno. Če so odnosi dobri, je to finančno ugodnejša rešitev. Ko pa imamo na delu še nekoga, ki zna sam izdelati večino opreme in to take, da se človeku kar smeji, potem dodaš samo še hudo simpatične stanovalce in dobiš naslednji dom. Tole stanovanje prekipeva od unikatnosti, ki jo je v glavnem zakrivil mlad mojster obdelave lesa. Spoznajmo ta prisrčen dom, v katerem živijo Maja, Gašper in 8-mesečna Ameli. Maja in Gašper, živijo. Povejte nam, prosim, kako je prišlo do te smotrne, racionalne, pa na koncu takole lepe ideje, da si ustvarite svoje stanovanje tukajle v mansardi Gašperjevih staršev. Že od nekdaj sem vedel, da hočem tukajle gor imeti v bistvu stanovanje. Točno, kje bi bila soba, kje bi bila dnevna soba, že vnaprej sem to vedel. Kako je bilo pa tebi, Maja, sprejeti tole bivanje pri Gašperjevih starših, direkt nad vršilko dolžnosti tašče? Ja, s taščo se razumemo, tako da sva v bistvu si naredila tukaj stanovanje, tudi mogoče mečkam zaradi teh finančnih pogojev, ker danes vemo, da mladi težko dobijo kredit oziroma za to, kar si lahko tukaj privoščiva, bi mogoče dobila kje manjše stanovanje. Obema se je zdela super ideja, seveda sva hotela imeti svoj vhod, no, ampak... Točno tako. Kar je nuja, ne? Ja, absolutno. Tako da smo nekako ločeni, pa še vedno povezani. Določeni tehnični podatki, koliko kvadrature je tukaj in ali nam lahko zaupata strošek prenove? 135 kvadratov sta rasa vred. Stroški so pa nekje, sva naračunala 80 000 evrov plus moje delo. Torej, ampak iz golega stanja. Iz golega stanja. Opečnate stene, neizolirano ostrešje in neobdelana tla. Tako bi lahko opisali stanje pred začetkom prenove. Par ima izreden okus za estetiko. Izkušenj z gradnjo dotlej nista imela in ne prihajata iz arhitekturnih vod. Gašper se namreč ukvarja z oblikovanjem lesenih izdelkov. Maja, Miss Slovenije 2016, pa pluje v zobozdravstvenih vodah. Inštalacije in gradbena dela sta zaupala zunanjim izvajalcem, pod notranjo opremo, ki je pika na i domovanju, pa se je podpisal Gašper sam. Ja, pohištvo tukajle skoraj ni več pika na i, ampak je kar i s piko, bi rekel, ker je to glavna zvezda vajnega stanovanja, so ravno tvoji izdelki. Mislim, tak je moj prvi vtis. Fajn je pri teh zadevah, da to postopoma delaš, ne vse naenkrat, da pač tudi najdeš primeren kos. Če se s tem ukvarjaš, vidiš, tale kos bi pa klele pasel. Zdaj, če je to vse neki presiljen, hitro lahko malo drugače izpade, kakor pa dobro. Ampak, če se to sproti dela, če sproti Gašper poišče nek kos, ki bi bil primeren za tisti kotiček, pomeni, da se je kar nekaj časa to dopolnjevalo, da niste prišla že v narejeno, popolnoma opremljeno stanovanje. Vaj je to kdaj motil? Ne, midva sta se v bistvu vselila, ko je bil noter parket, pa ko je bilo vse premalan, z jogijem na tla v škatlah, pa sva pa postopoma opremljala. Tako da sva rabila vse skupaj, koliko eno dobro leto, kar se tiče notranje opreme. Kakšna je pa zgodba tele mize, za katero sedimo? Ja, zgodba tele mize je zelo zanimiva. V bistvu sem ga odkupil od nekega kmeta, kjer sem šel po les z stranko. In sta te dva kosa lesa ležala pred hlebom. A v obliki hloda ali že... V bistvu v obliki ploha, nažagana, kjer je pač imel ta kmet za vhod v štalo, v kateri je bilo vse od blata, od gnoja. In sem rekel, da bi pač rad te dva kosa odkupil in se mi je kmet zelo tako nasmehnil, kaj bom pač jaz s tem počel. In sem ga pač za zelo dobro ceno menim korist kupil. In ustvaril visoko dodano vrednost, bi se rekli temu, ne? Točno tako. Gašper pri oblikovanju lesenih kosov prisega na organske linije, kar je mogoče opaziti v številnih njegovih kosih, tudi pri jedilni mizi. Eden izmed bolj markantnih kosov v stanovanju je tudi kopalniški pult. Nastal je iz jedilne mize, ki nikakor ni našla novega lastnika in je samevala v Gašperjevi delavnici. V kotu jedilnega prostora se nahaja tudi manjši delovni kotiček, ki ga Gašper uporablja kot domačo pisarno. Mizica je višja od preostalega pohištva, s čemer je lastnik pridobil na prostoru.
Kuhinja je zasnovana v obliki črke U, kar ustvarja velik delež delovnih površin in zagotavlja maksimalen izkoristek danega prostora. Ko pridemo v dnevno sobo, se mi zdi, da en zelo močan element tukaj je niz strešnih oken, ker ob pravi svetlobi se mi zdi, da tudi vsi tele leseni unikatni izdelki malo drugače zadihajo, če so pravilno osvetljeni. Je bila to ideja arhitekta? V bistvu se mi sama odločila, da bi dala čim več strešnih oken v dnevno sobo, da odpre prostor, da je bolj zračen svetu. Zdaj izkoristili smo pa tudi ta strešna okna, imamo jih tudi v spalnici, da ko se zvečer uležeš v posteljo, se sprostiš, lahko gledaš ven tudi zvezde, nebo. Tako da v bistvu je to res dober izkoristek, ki ga da mansarda. Ja, in kdo je najbolj vesel, ko se guga na tej gugalnici? Retorično vprašanje, a ne? Ja, to je najina hčerka Amelie. Gugalnica je super dodatek, predvsem zdaj, ko se približuje zima, da dojenčico malo pozabavamo. Stene pa sta okrasila s čudovitimi fotkami, vaju dveh ali pa tudi Amelie. Tudi en zanimiv pristop k temu, kako si narediti veselje na stenah. Ja, meni se zdi, da dom mora biti v bistvu neki spomini, ki sva jih skupaj doživela, pa tudi zelo imamo oba dva rada take estetske fotke. No. Jaz nisem osebno nek človek, ki bi dal na to, ampak fotografije so mi pa zelo všeč, no, in smo nekako stanovanje opremila s fotkami. Jaz mislim, da si ti dal čisto pravo umetnino na steno, ne? Na vse zadnje. Miss Slovenije si dal. Tudi jaz mislim, ja. Iz velikega bivalnega prostora vrata vodijo v otroško sobo, manjše stranišče, predsobo in v glavno kopalnico. V severnem delu hiše se nahaja spalnica, brez vrat, tako lahko tudi s hodnika občudujemo razgled skozi veliko panoramsko okno. Nadvse zanimiva je izbira barve garderobnega dela spalnice. Izbrala sta čudoviti odtenek v barvi petroleja, ki se lepo ujame s preostalim pohištvom. Čeprav sta se sprva ustrašila, da bo učinek nasproten od želenega, se jima je drzna poteza izplačala. Nič kaj drugače ni bilo niti z otokom, ki lepo zapolni garderobni prostor in poskrbi za popoln izkoristek letega. Super ideja, ne? Otok. Ponovadi v spalnici tega ne videvamo, ampak si prav predstavljam, ne? Zgornja površina za zlaganje oblek. Bolj za odlaganje, kakor za zlaganje, ampak ja, tudi... To ste jih zdaj za snemanje, ste jih umaknili dol. Ampak vajna spalnica je v resnici nek multifunkcijski prostor. Ne? Imamo garderobo, pa spalni del, v sredini imaš pa kinodvorano s čudovitim programom. Ja, to je najboljša kinodvorana, predvsem zjutraj. Ko vzamemo Amelie, se vsi lepo usedemo na kavč, spijemo kavico in gledamo prečudovit vrt. Ja, v bistvu je to rato nek ritual jutranji. Jaz ta prvo vstanem, konec dve še spite, imam nekaj časa zase, pol skuham kavico, se usedemo na kavč, se malo podružimo, preden grem v službo in je to to. Ja, da si vzamemo tudi zjutraj par minut zase, da ne hitimo vsi tako po opravkih. Ja.